Poleg z novimi razpisi pa se država ukvarja tudi z razvojem novih mobilnih aplikacij, ki bodo omogočile ponovno druženje. In ne govorimo o novih verzijah aplikacije Tinder, pač pa o korona alertu za spremljanje stikov med zdravimi in okuženimi, oziroma po domače, gre za protivirusni program. Koronavirus, protivirus. Okay. Čeprav imajo tovrstne aplikacije v osnovi javnozdravstveni namen, se podobno kot pri Tinderju težave pojavljajo okrog zasebnosti. Le da pri korona alertu bojazen niso seksalačni nadlegovalci, ki jih lahko enostavno podrsaš v levo, pač pa nadzora lačne vlade, ki jih rado vleče desno. Dajmo poslušati vladno svetovalko. V bistvu ne gre za nadzor nad gibanjem posameznika. Gre samo za nekakšen avtomatičen način identificiranja njegovih kontaktov, ki so seznanjeni s tem, da so bili v kontaktu. Ne vejo s kom in ne vejo kdaj. To pa res ni nič takega. Aplikacija samo samodejno prepozna vse tvoje kontakte in javi, če si bil ob vsakodnevnem gibanju v stiku s potencialnimi komunisti. Potencialnimi okuženimi, pardon. Poleg vprašanj povezanih z zasebnostjo zna težavo predstavljati tudi, da skupina državljanov, ki bi od tovrstne aplikacije imela največ koristi, pogosto nima pametnega telefona. Če pa ga že ima, pa ne zapušča stanovanja, ki itak ves cajt visi na Facebooku. Dodatno težavo lahko predstavljajo tudi mlajši uporabniki, ki morda ne bodo razumeli, da za razliko od Pokemonov pri korona alertu cilj aplikacije ni to, da ujameš vse. Dajmo pogledati, kaj točno naj bi aplikacija omogočala. Potencialno okuženim bi pošiljala sporočila, naj bodo pozorni na simptome in se distancirajo od bližnjih, spremljala in analizirala bi tveganja na določenem območju, vladi pa omogočala analizo, ali imajo sprejeti ukrepi pravi učinek. Aplikacija ti ob stiku z okuženim pošlje sporočilo, podobno kot to počne Google po obisku trgovine. Le da koronska aplikacija po naših neuradnih informacijah ne sprašuje za oceno storitve od 1 do 5, pač pa za oceno stika z okuženim od daljni do spolni. Ker obstaja velika verjetnost, da bo tako kot Google tudi koronska aplikacija o nas vedela več kot naša lastna mati, k analizi tveganj poziva tudi informacijska pooblaščenka. Da posamezniki vedo, katere osebne podatke se bo obdelovalo, za kater namen, kaj se bo z njimi dogajalo, kje se bodo hranili, kdo bo do njih dostopal, na kakšni pravni podlagi, koliko časa se bodo hranili. Vlada naj bi državljane neuradno že pomirila, da ne bo prihajalo do nikakršnih nesorazmernih posegov v zasebnost za politične namene. V znak resnosti pa obljubila, da bodo vsi občutljivi podatki državljanom varno shranjeni na računalniškem strežniku na skrivni lokaciji na premierjevem vikendu. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.